Mediji, kamor spadajo radio, televizija, časopis in spletni mediji, naj bi bili v korist ljudem. Zadovoljevali naj bi njihovo potrebo po informiranosti. Da bi tudi dobre in pozitivne informacije prišle v nabiralnike vseh gospodinjstev v mariborski občini, danes razkrivamo novico, da bo naša medijska hiša izdajala brezplačni časopis. Ta bo popestril medijski prostor v mestu ob Dravi, ki osvežitev na področju tiska absolutno potrebuje. Zakaj? Medijska hiša Večer se na svoji spletni strani bralcem predstavlja kot edini medij na Slovenskem, ki vsak dan prinaša verodostojne, objektivne in zanimive informacije iz lokalnega okolja, zlasti iz Maribora in širše regije. Dalj časa so znane medijske ambicije kitajskih vlagateljev, pa kljub vsemu medijske hiše napeljujejo k temu, da naj bi se za financiranje našega časnika uporabil denar, ki je ostal od projekta Aerodrom Maribor. In kje je največja zanimivost oziroma skupni imenovalec vsega? Za nakup Večera se je potegovalo tudi kitajsko podjetje Poly Real Estate. Leta 2014 naj bi za odkup ponujali 2 milijona evrov. Na koncu je bila medijska hiša kupljena za manj denarja. Od Večera smo prejeli nekaj vprašanj, med drugim tudi, kdo bo brezplačnik RTS 24 financiral in kolikšna je vrednost investicije. Sami po drugi strani niso nikoli razkrili točnega zneska kupnine Večera. Uroš Hakl, ki se je leta 2011 kot svetovalec tudi boril za finančna sredstva za pomoč Pomurju in naj bi bil prisoten pri delitvi te pomoči in bil glede tega tudi kazensko ovaden, in Sašo Todorović sta ta nekdanji mariborski ponos kupila preko svojega podjetja Dober Večer. Nikoli pa naj ne bi nedvoumno odgovorila na vprašanje o točnih finančnih virih nakupa. Nenazadnje naj bi medijsko hišo dobila tako rekoč za minimalni znesek, saj ima sama nepremičnina, v kateri domuje Večer, veliko vrednost. Večeru ne oporekamo dobrih, tudi raziskovalnih zgodb. Smo pa ogorčeni, ko se medij, ki pred svojim pragom ni pometel vsega, postavlja v vlogo sodnika. Samo spomnimo na Magno in Večerovo poročanje, ki naj bi včasih mejilo na navijaštvo, pa jim, vsaj po našem videnju, ni nikoli nihče postavil vprašanja, ali naj bi jih financiral kak gradbinec, ki bi si pri gradnji kompleksa Magne obetal posel. Pustimo gradbincem gradnjo, bralcem pa branje, novinarjem objektivno poročanje, le sodnikom pa sojenje.